Dober dan želim, sem Miloš Šonc in predstavljam skupino, ki je dala zahteve za gladovno protestno stavko oziroma protest za Palestino. Mi smo skupina, ki je se zbrala ad hoc in zahteve so pa naslednje, da se glede na situacijo v Gazi, v Izraelu, na Bližnjem vzhodu, da se zagotovi takojšnja humanitarna pomoč Palestini in njenim prebivalcem, se pravi hrano, vodo, zdravstveno oskrbo, bivališča. Zahtevamo tudi takojšnje priznanje Palestine. Naš cilj je tudi takojšnja prekinitev genocida strani Izraela nad Palestinci. Takoj zahtevamo, da se prekine pošiljanje orožja, streliva, vojaških sredstev oziroma opreme, ne samo Izraelu, ampak tudi njegovim podpornikom, kar Izrael dobiva tudi preko ZDA in ostalih držav, torej vsa ta sredstva. Zahtevamo takojšnjo prepoved dajanja na razpolago ozemlja Republike Slovenije za torej prevoze in dostavo vseh vojaških sil, sredstev za izvrševanje genocida, in to ne samo ozemlja, ampak tudi zračnega prostora in pa vodnega akvatorija. Zahtevamo tudi takojšnjo prekinitev diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Izraelom. Tudi takojšnjo uvedbo ekonomskih sankcij proti Izraelu. Zahtevamo takojšnje spoštovanje vseh resolucij Varnostnega sveta, predvsem tudi zadnje resolucije Varnostnega sveta OZN, ki je bila sprejeta 25. marca 2024. In ne nazadnje zahtevamo tudi kazensko odgovornost za vse, torej civilne in vojaške državne organe oziroma predstavnike države Izrael zaradi genocida in vseh vojnih zločinov, storjenih nad prebivalstvom Palestine. Zdaj, naš cilj je, da se zbudi vest naših oblastnikov, najbolj odgovornih, od predsednice države, parlamenta, vlade, in da nas vsaj skušajo slišati, če že ne. Hvala lepa. Kaj pa mislite, da je v ozadju tega? Jaz mislim, da je v ozadju vsega skupaj samo denar in pa oblast. In to največjih, najmočnejših držav na svetu in seveda tudi korporacij, največjih in najmočnejših korporacij. V ozadju so, tako kot vedno ob takih prilikah, interesi, konkretno tukaj interes za plin v akvatoriju, torej Gaze. Ta plin bi izkoriščal Izrael. V ozadju je investicija v prekop, v nov prekop, poleg Sueškega prekopa, kjer naj bi to kratko pot med Bližnjim vzhodom in pa med Sredozemljem torej potrdili z nekimi novimi dogovori mimo Egipta in tako naprej in tako naprej. Tako da na koncu koncev je v vseh teh interesih so zelo konkretne finančne, torej konstrukcije in pa finančni interesi. Hvala lepa. Hvala.